Stranka Alenke Bratušek je v Murski Soboti predstavila kandidatke ter kandidate, ki bodo kandidirali v 8. volilni enoti. Predsednica stranke gospa Alenka Bratušek. Najprej poziv vsem ljudem, da res gremo na volitve, da izrazimo svojo voljo in zamenjamo po naši oceni to škodljivo vlado, ki pelje Slovenijo po poti Madžarske. To ni pot, ki si jo želimo za Slovenijo. Mi imamo na tem območju odlične kandidate z izkušnjami, uspešnimi poslovnimi potmi, pa so se kljub temu odločili, da grejo v kandidaturo, zato ker želijo Sloveniji dobro in zato ker želijo, da Slovenijo postavimo nazaj na pravo pot. Poleg vseh programskih prioritet, ki jih imamo, bom še enkrat izpostavila upokojence, za katere se bomo v stranki SAB vedno in vedno znova borili. Kar nekaj stvari smo že naredili v preteklosti, kot sem rekla, dvignili znižane pokojnine, neupravičeno znižane pokojnine leta 2013, zagotovili višji odmerni odstotek in zagotovili brezplačen javni potniški promet. To pomeni, da se starejši upokojenci tudi z Murske Sobote lahko peljejo na kavo v Koper. Res je, da vožnja traja malo dlje, ampak se lahko peljejo, mogoče si prej tega marsikdo ni mogel privoščiti. V nadaljevanju nas čaka enaka borba za upokojence, zagotoviti je treba dostojne pokojnine našim upokojencem in to mislimo zelo konkretno, to pomeni, da tisti, ki potrebuje dom za starejše, to mora plačati svojo pokojnino, brez da mu doplačujejo starši, otroci oziroma vnuki. Dolgotrajna oskrba je ravno tako nekaj pomembno za starejše in upokojence, kar bo treba v nadaljevanju urediti, ker ni urejeno 20 let, niso uredili niti zakonom, ki je bil sprejet, tako da nas čaka, to bo ena od prvih nalog, v katero bo morala zagristi ta vlada. Magister Dominik Štajner, kandidat v volilnem okraju Lendava. Zakaj sem se odločil pridružiti dejansko tej ekipi, ker dejansko vidim sam v tem tudi izziv. Sam si dejansko želim tudi, da bi se kulturni nivo politike dvignil in pa seveda, da bi vrnili spoštovanje v politiko, ker trenutno danes temu ni tako. Seveda, moje težnje so predvsem tem zavzemanje za upokojence, torej za dostojno življenje. Dejstvo je, da naši upokojenci živijo kar nekaj odstotkov, 13% živi dejansko na pragu revščine, kar je potrebno spremeniti. Tudi same pokojnine so relativno nizke, če primerjamo z plačami, kjer smo na 57%. Recimo, če pogledamo samo Avstrijo, je ta pokojnina bistveno višja, recimo povprečna pokojnina v Avstriji je 1800 evrov in pa znaša, predstavlja nekje 80% plače. Tako da to so veliki izzivi za Slovenijo. Dejstvo pa je, da če to želimo doseči, potem moramo dejansko tudi nekaj storiti pri neki dodani vrednosti, pri boljšem materialnem blagostanju, kar pa je dejansko en velik izziv in seveda tudi možnost, predvsem na področju samooskrbe, ker ima Slovenija dejansko velik potencial tudi na same energetiki, torej na zeleni energiji. Če pa se dotakne samega volilnega okraja, v katerem kandidiram, pa je definitivno največji izziv pred nami, če bi uspeli železniško povezati infrastrukturo Lendava-Beltinci in pa seveda tudi najverjetneje eden izmed dolgoročnih ciljev je ta povezava, kar se tiče železniške infrastrukture v Sloveniji, da bi Ljubljana postala bližja relacija za nas, da bi v Ljubljano lahko prispeli v eni uri, s čimer bi dejansko potem tudi zagotovili, da vse regije, ki so precej bolj oddaljene, nekako ne zamirajo in so tudi deležne boljšega razvoja. V volilnem okraju Ljutomer bo kandidirala gospa Klavdija Grkman. Mogoče mi je dal čas korone malo razmisliti kot podjetnici. In ker me je kolegica dostikrat, ki sedi tu poleg mene, opozorila na to, da je treba tudi nekaj narediti, ne samo jamrati,
sem si rekla, da glede na to, da smo starši, vzgojitelji in pa tudi tisti, ki smo vzgled svojim otrokom, dolžni poskrbeti za to, da bodo naši otroci verjeli, da se stvari dajo spremeniti. In to bomo naredili z svojim zgledom. Druga stvar, ki pa me je pri vsem tem tudi pač gnala, ali kako naj se izrazim, je to, da se lahko identificiram z predsednico naše stranke, se pravi gospod Alenko Bratušek, kot žensko v politiki in mislim, da vlečemo ženske z vzgledom. Pomeni, da se moramo ženske podpirati tako v poslu, kot tudi v politiki. In to se lahko dosežemo samo tako, da pač drugi damo podporo in sledimo vzgledom. In zato se bom tudi zelo zavzemala v prihodnje, ker pač v to verjamem. Kot poslanka pa se bom zavzemala za razvoj stabilnega gospodarstva v Pomurju, modernizacijo šolstva, kjer mislim, da vseeno moramo iti na ta vajeniški nivo in pa povezovanje srednjih šol z gospodarstvom. Mislim, da je to ključnega pomena v prihodnosti. Denis Vrečič kandidira v volilnem okraju Murska Sobota 1. V državnem zboru bi se zavzemal predvsem za položaj mladih in za razvoj podjetništva v Pomurju. Trenutna problematika pri mladih je, mislim, izpostavil bi lahko problematiko in sicer reševanje stanovanjske problematike in zmanjševanje števila brezposelnosti. Verjamem, da vkolikor bi to uspešno preprečili, bi na ta način pridobili to, da se mladi ne bi izseljevali iz regije ali celo iz države. Obenem pa ne smemo pozabiti tudi na podjetništvo. Podjetništvo je gonilna sila regije. Se pravi, če imamo uspešno podjetništvo, je tudi posledično regija bolj uspešna. V tem primeru bi bilo potrebno sprejeti ukrepe, s pomočjo katerih bi mladi podjetniki oziroma mlada podjetja dvignili raven svojega podjetja oziroma bi mladim, kateri se odločajo za vstop v svet podjetništva, omogočili, da izpolnijo to svojo željo. V Gornji Radgoni je kandidatka stranke gospa Valerija Frangeš. Kot pravnici mi je zelo mar, v kakšni pravni državi živim. Mar mi je za ljudi, za okolje, naravo in zato sem se tudi odločila, da kandidiram. Slovenija namreč v tem trenutku potrebuje zanesljive in pogumne ljudi, ki bodo znali povrniti Sloveniji ugled v svetu in pa tudi doma med svojimi državljani. Na lokalnem nivoju bi želela v bistvu pomagati realizirati projekte, ki se tičejo ponovne vzpostavitve oziroma revitalizacije železniške povezave sosednje Avstrije, torej Bad Radkersburga, Gornje Radgone kot mojega torej kraja in pa potem naprej povezava, ki bi vodila potem lahko tudi do sosednje Hrvaške in pa slovenskih ostalih mest. Predvsem občine Gornja Radgona, Radenci in Apače nimajo direktne povezave na avtocesto in to je tudi razlog, da bi bila ta železniška povezava, bi rešila tudi dejansko logistične poti, predvsem razbremenila cestni promet, cestno infrastrukturo in pa tudi v bistvu ogljični izpust, ki postaja vse bolj pereč problem, tudi zaradi podnebnih sprememb bi se torej zmanjšal. Drugi projekt je potem, ki bi se ga nekako pomagala soustvarjati, potem revitalizacija intenzivnih kmetijskih zemljišč. Apaško polje in predvsem ta jugovzhodni del Slovenije ima veliko teh kmetijskih zemljišč, kjer se v bistvu intenzivno uporablja način pridelave, ki okolju ni prijazen in v bistvu potrebno bi bilo razmišljati za uporabo torej snovi, sredstev za zaščito, ki bi bile ekološke, biološke oziroma čim bolj v smeri okolju prijaznega. Gospa Olga Belec bo kandidirala v okraju Murska Sobota 2. Kandidiram tudi seveda zato, ker želim biti sprememba, ki jo želim videti v svetu in ker sem se zato pripravljena tudi izpostaviti. In nekako to zadnje desetletje do upokojitve bi rada doprinesla nekaj za
dobrobit naših državljank in državljanov ter seveda naše lepe države. Zdaj, veliko je bilo povedano strani našega programa, tudi predsednica je povedala, da ne ponavljam se, mogoče bi vzela, kaj bo tisto moje osebno zavzemanje, seveda bo to stabilno, inovativno in trajnostno naravnano gospodarstvo, ker sem le polovico življenja predelala v gospodarstvo in tukaj je turizem tista panoga, ki je po moje pomemben del gospodarstva. Kot sem že večkrat rekla, kot imamo tudi zapisano v vseh naših programih za Slovenijo, Slovenijo moramo dvigniti v svetu, njeno prepoznavnost kot zeleno, butično destinacijo za zahtevnega obiskovalca, ki seveda išče neka raznolika, aktivna doživetja, dobro gastronomijo in mir. Naredimo, kar je prav, je naslov programa stranke SAB za državnozborske volitve. Temelji na 4 stebrih in vključuje 15 ključnih projektov, med njimi povečanje samooskrbe s hrano in zagotovitev spoštovanja v ustavo zapisane pravice do pitne vode, konsolidacijo javnih financ, ureditev dolgotrajne oskrbe za upokojence in centralizacijo nabav v zdravstvu.